situacija, moram reči. Predvsem danes bi rekel, spet nam se iste stvari ponavljajo, standardne situacije, 2 gole standardne situacije, takrat, ko mogoče smo jih najmanj želeli. Nimam kaj dodati, sigurno, da ni lako v tem trenutku, ampak v vsakem primeru ne vem, odkot tolika dekoncentracija, predvsem bi rekel v teh standardnih situacijah, ker iz tekme v tekmo s tem se ukvarjamo in zaenkrat nikako da to popraviti. Tole iz TV informacije sem prav slišal, da ste rekli, da ste pripravljeni tudi oditi. V vsakem primeru, če se bodo ljudje iz kluba odločili, sem tudi to pripravljen. Kako se bojo odločili, to bom spoštoval. Glede tega mislim, da ni. Ste vi sami ponudili odstop ali samo? Naslednje vprašanje, prosim. Zdaj, jaz bi isto vprašal, ste kdaj pomislili o teh težkih trenutkih, ko ekipa izgublja tekmo za tekmo, da bi mogoče tudi vaš odhod, če bi ga sami ponudili, ekipo postavil na boljši, višji nivo? Sem že naredil s športnim direktorjem pogovor in bomo videli, kaj se bo dogajalo. Omenjali ste te standardne situacije. Zakaj prihaja do teh napak? Zdaj se pogovarjamo, vi se sprašujete, verjetno ste vi tisti, ki mora imeti tudi odgovor na to vprašanje. Ja, se strinjam, ampak odgovora ne dobimo, ker če delamo prekinite včeraj, če delamo jih danes izjutraj in da prvi kot nasprotnik izvaja takoj strela neoviran na gol, se pravi, ne vem na kaki način dati odgovor. Da damo točno navodila, se pravi, tudi danes smo, če pogledamo za razliku od nekaterih drugih tekmov, tudi imeli visoko postavitev v ekipi in poskušamo na vse načine te stvari, bi rekel, anulirati, popraviti, ampak žal se nam dogaja. Na moje vprašanje odgovarjate ali ne? Ne. Okay. Upam, da bodo drug vprašal kaj pametnega. V naslednjih dneh vas čakajo priprave na še en pomemben obračun. Verjetno najlažje, potem ko imate 6 porazov zdaj na kontu. V vsakem primeru, jaz bi rad počakal na situacijo, pa potem, dokler vidimo, kaj se bo dogajalo, potem verjetno je dal kakšen odgovor. Kaj pa pričakujete, da se bo dogajalo? Vseeno je pomembno, da tudi vi, če ostanete, če boste trener, veste, kaj bodo naslednji koraki glede ekipe. Bom poskušal vse na glavo obrniti. Na kak način? Ja, do zdaj sem mogoče božal igralce ali pa tudi, bi rekel, bil dokaj v prijateljskem odnosu z njimi. Zdaj pa, če pride do tega, bomo šli na malo več način. Mislite, da se lahko to spremeni z danes na jutri? Moramo vse narediti, da stvar se prav spremeni. Je tudi ta prijateljski oziroma prijeten odnos z navijači morda tisto, kar v tem trenutku fante ne motivira dovolj, recimo zdaj v preteklosti Viole najzvestejši navijači niso reagirali na tak način kot v teh trenutkih. Ja, strinjam, mogoče res nekateri se ne zavedajo, kaj pomeni nesti grb Maribora. Mogoče nekatere situacije prelahko vzamejo, ampak v vsakem primeru mislim, da je dovolj tisto, če igraš za Maribor, da veš, da je Maribor klub, kateri je vedno na vrhu, želi biti na vrhu in tega se moraš zavedati in normalno, da ne moreš priti na lako čemu. Ali je to tekma, ali je to trening in sigurno, da tudi poskušamo na vse načine, bi rekel, v teh 1-2 treninga, kar se zgodijo, dopovedati, pripraviti, situacijo rešiti, ampak serija tekme gre eno za drugom in normalno, da ni enostavno. Če še malo taktiki na današnji tekmi, nekaj sprememb ste naredili v primerjavi s prejšnjimi tekmami, ste dosegli to, kar ste želeli? Ja, do tistega gola, bi rekel, iz avta, mislim, da dokaj solidno, tudi danes smo dali tisti gol po sreči, kar sem ga pričakoval. Po drugi strani se zmenimo na polčasu, dogovorimo se na kakšen način in 3. minuta drugega polčasa dobimo na en gol. Težko je v taki situaciji, ker vseeno to je spet, bi rekel, negativna psiha, določene situacije in dobiti take gole je težko potem ohraniti mir, normalno.
Da ne govorimo o temu, da smo bili že, mislim, da je to 12. gol. teh Poškodbe vam ne prizanašajo, kako pa je s kakovostjo, po vašem mnenju? Pa ne bi zdaj jaz to komentiral, zdaj je enostavno situacija taka kot je. Mene bolj skrbijo, bi rekel, te zadeve, kar se dogajajo, lakomiselnost, ne vem, dekoncentracija kot vse ostalo. Se vam kot trenerju Maribora zdi primerno, da ne odgovarjate na vprašanje novinarjev, ki vam postavijo oziroma ki vas kritizirajo po 5, zdaj že 6 zaporednih porazih? Naslednje vprašanje, prosim. Je morda problem tudi v zrelosti igralcev? Mislim, v tehničnem znanju ali v zrelosti igralcev, v psihološki pripravi? Kaj se vam tu dogaja? Kaj reči, jaz mislim, da smo prišli v eno situacijo, ki dobesedno noben tega ni pričakoval. Zdaj ali je to zrelostno, ali so to mogoče situacije, ko bi sami želeli, da je dosti boljše, ker očitati rečemo voljo pa željo, mislim, da ne moremo. Tudi zdaj, ko sem dal izjavu, spet, ne vem, so videli suzne oči, to je dejstvo, da jim ni vseeno, kar se dogaja, normalno v Mariboru je to težko, ampak bolj kot tisto bi rekel, tudi, ne vem, ta tekma proti Helsinkiju, ko smo imeli kar nekaj situacije, ko je zadnja podaja bila bolj natančna in tu se vidi, bi rekel, tisti nemir znotraj, ne vem, znotraj posameznika, kar nam povzroča, bi rekel, ogromno težav. Tudi danes je prvi gol direktno iz tega. Mi smo imeli žogo pod kontrolo in potem iz dekontrole smo dobili